Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora, ki ima obrazec. Vprašaj Anžeta s klicajem in je v zapiskih, pridite tudi v Discord. To je zdaj nova taktika, v prvih parih sekundah, koliko je bilo to, 7 sekundah povem že za obrazec in potem ne težim več z obrazcem. Čeprav zdaj je ta razlaga predolga, ampak pojmo naprej. Danes bojo tako, 17 tem se mi zdi danes. Niti ne ena taka večja bo, ki se bo obadala z družabnimi omrežji, malo še ometi, glede na prejšnjo epizodo, pa še kakšno drugo omrežje bom omenil, potem pa še nekaj, kar je Nvidia na CES-u predstavila, pa mogoče bom naslednjič kaj več o CES-u povedal, bom videl, kako se bo razpletlo, ampak dajmo začeti pri Meti, ker je od prejšnjič še kakšna podrobnost vam prišla, predvsem pa so zanimive ene 3 reči. Prva je ta, ko sem rekel, da bo Zuckerberg oziroma Meta donirala fondu za inauguracijo novega predsednika, novega starega predsednika Trumpa, $1 milijon, če smo natančni, bo dala Meta, dal bo tudi Amazon, dal bo Tim Cook osebno, Apple, Sam Altman od OpenAI, pač vsi te veliki, razen eno podjetje, do tega še pridemo. Je pa zelo zanimivo, ker potem sem pa to najdel na Daring Fireballu, je John Gruber šel pogledat, kdo je pa vse dal denar, se pravi prejšnji administraciji, se pravi Bidenovi administraciji, ko je bila inauguracija njegovega mandata, je pa takole, Microsoft je dal $500,000, Google je dal 337,500, ne vem zakaj taka, Amazon, še bolj čudna številka, $326,509 in 85 centov, in pa Apple je dal $43,200, Tim Cook osebno ni dal nič, ker zdaj Trumpu je pa dal. Predvsem zanimivo je pa, da tako Facebook oziroma Meta kot Zuckerberg očitno nista dala Bidenu nič za inauguracijo. Tako da sam še en dokaz, ki pokaže, kako se zdaj v tem novem mandatu Trumpa res vsi trudijo s kar konkretnimi zneski, da bi se prikupili pač tej administraciji oziroma Trumpu, in tukaj seveda je tudi Facebook. Ni pa to vse, kar se tiče Mete oziroma Facebooka, seveda je Meta veliko svojih zaposlenih, to sem že zadnjič govoril, in uporabnikov razburila s temi ukinjamo preverjanje dejstev in kaj lahko vse rečeš o ljudeh na njihovih omrežjih, ker je večja svoboda govora in vse te puhlice, ki jih je tam Zuckerberg razlagal. In taka zanimiva novička, kjer je Facebook oziroma Meta na vseh svojih platformah začela blokirati oziroma brisati kot spam, kot nezaželeno vsebino povezave na PixelFed. To pa je aplikacija, ki deluje na ActivityPubu. Tisti, ki poslušate tehnično podporo, veste, kaj je to, ampak zelo na hitro. To je ta protokol, ki je pod Mastodon družabnim omrežjem in nekako odprt standard, ki dopušča veliko več svobode, da lahko različni strežniki delujejo in vse to. To pa je poslušati isto epizodo o Mastodonu, če hočete več vedeti, če še niste slišali. PixelFed je postavljen na podlagi ActivityPuba in nekako konkurenca Instagramu. In zdaj ljudje iščejo alternative Instagramu, ker so jezni na Meto in Meta na svojih platformah blokira, če rečeš, jaz sem pa na PixelFedu to, pa daš povezavo, Meta to zbriše kot nezaželeno vsebino. Kar je kar smešno za podjetje, ki je že spet obljubilo manj moderacije in pa več svobode govora in vse ostalo, se mi zdi kar tako hinavsko, če obstaja boljša beseda. Zdaj prehod v naslednjo mini temo iz Mete na TikTok. Ali ga bodo prepovedali? Ne vem. In nisem hotel posneti neke epizode, kjer bi razlagal vse, kar se lahko zgodi danes, po noči, danes, čez dan, ne vem, enkrat se bo zgodila odločitev Vrhovnega sodišča v ZDA, takrat bo še malo več jasno, mogoče res, ko bo res jasno, kaj se bo dogajalo, več povedal o tem. Ampak na tisto, kar bi se tokrat osredotočil, je pa to, da dejansko obstaja tudi povezava med Meto in Zuckerbergom, ki se zdaj hoče prikupiti nekako Trumpu, in pa dejstvo, da mogoče je to lobiranje za to, da se TikTok dejansko prepove, ker če se bo dejansko prepovedal, to seveda ustreza Meti, ker bodo potem njihovi Instagrami, Threadsi in vse ostalo še bolj zaživeli, če ljudje načeloma ne bodo imeli dostopa do TikToka. Ampak mogoče je tudi to neko zgib, da se seveda Zuckerberg tako hoče prikupiti Trumpu, ki je pa načeloma rekel, da ne, pod mojo administracijo TikToka ne bomo prepovedali. Potem pa še ena mini novica, oziroma kot bi Davorin v Discordu rekel, trač. Seveda so se pojavile govorice, ki ne bi bila čista izmišljotina, da naj Elon Musk kupi TikTok, tako kot je kupil Twitter, ker če TikTok sebe proda v ZDA nekemu
ameriškemu podjetju, potem ta prepoved odpade, ker v podjetju v ameriških rokah in potem ni te povezave s kitajskimi oblastmi, ki ne bi potem vohunile in delale propagando v Ameriki preko TikToka. In je bila pač ta govorica, TikTok je to zanikal, da seveda Elon Musk ne bo kupil TikToka, oziroma da ni nič na tem. Potem sem pa videl eno objavo, mislim, da celo na Threadsih od Caseyja Newtona, ki ga doskrat tudi citiram v tem podcastu, ki piše super newsletter, platformer, ki je rekel, mogoče pa naj Elon Musk kupi TikTok, ga lahko uniči, tako kot je uničil Twitter. To se mi je zdelo zelo posrečeno, malce tračarsko, ampak se mi zdi vseeno vredno omeniti. Zdaj gremo pa iz TikToka na Mastodon. Sem rekel, da bo 17 mini tem. Mastodon, se pravi tisti, ki je ustvaril, Mastodon se je pa odločil, da bo ključne reči, tudi ime, recimo pa se pravi zavarovano ime, ne, Mastodon in vse prenesel na neprofitno organizacijo, kjer bo več ljudi lahko odločilo, kam naj bi reči šle v prihodnosti, ne, kam naj bi se to omrežje razvijalo, kar je seveda že spet konkreten kontrast proti tem zaprtim, bom rekel, oziroma tradicionalnim, gremo jim reči, državnim omrežjem, ki ne slonijo recimo na protokolih, tako kot Mastodon na ActivityPubu ali pa Blue Sky na ATA protokolu, pravi na teh zaprtih omrežjih. Tukaj naj se nazaj navežem že spet na Meto, ne, kjer je treba vedeti, zakaj je tudi jaz v tej oddaji dostikrat rečem Meta, pa v resnici mislim Marka Zuckerberga. To je zato, ker on še vedno ima tam večino, to je zdaj te delnice in to. On ima toliko delnic, da ono vsem odloča. Njega ne more, tudi nadzorni odbor ne more glasovati, znebili se bomo Marka Zuckerberga. On je, ni boljše besede, nek despot Mete oziroma Facebooka in ni tako kot ostali šefi teh velikih korporacij, ki imajo na sabo nadzorne odbore, ki jih načeloma lahko izglasujejo, da tebe bomo pa zamenjali, ker si zdaj nekaj narobe naredil, oziroma v Zuckerbergovem primeru že kar dosti narobe naredil. To je bila taka vrednostna sodba, ampak vseeno, sem toliko, da veste, da on je res šef Mete, no. Ne samo CEO Mete, ampak on je in lastnik in šef Mete in lahko počne praktično, kar hoče. Zdaj gremo pa še na eno omrežje, Telegram, ki sem ga tudi omenjal nekaj epizod nazaj, ko so aretirali šefa Telegrama Pavla Durova v Franciji, ker ni hotel sodelovati z nobenimi oblastmi za res grozne in nečedne stvari, ki se dogajajo na Telegramu. In potem je zdaj prišla ven novica, da je recimo od 1. januarja do 30. septembra prejšnjega leta Telegram ugodil 14 zahtevkom različnih oblasti, ko so hoteli neke podatke z njihovega omrežja. To so podatki, ki jih Telegram zdaj sam vam daje. Od 30. septembra pa do konca leta so pa ugodili več kot 900 zahtevkom različnih oblasti po svetu. In kaj se je zgodilo vmes? Aretirali so njihovega šefa in mu rekli, da začni sodelovati z oblastmi. Tako da, že takrat sem govoril v tej epizodi o Telegramu, da tukaj ne gre za to teorijo na prvo žogo, svobodo govora teptajo Francozi, ker aretirali so šefa, saj ne more biti on odgovoren za vse, kar se dogaja na njegovi platformi, a ne. Dejansko je šlo pa za to, da oblasti se trudijo nekako priti v stik s Telegramom, da bi jim pomagali pri preganjanju vsega možnega, pa Telegram to enostavno ignorira in Francozom je očitno bilo to dovolj in so ga potem aretirali in zdaj kar naenkrat Telegram malo bolj sodeluje z oblastmi. Ne. In to razlagam predvsem tudi zato, ko pogledamo potem te poteze Mete, o kateri sem prejšnji danes govoril, kjer je, mi bomo nehali moderirati, vse je v vaših rokah. To je tudi del te zgodbe. To sem že zadnjič omenil. Mi smo si sami krivi, kaj počnemo na teh platformah, ne more platforma za to odgovarjati. Ne? Saj v ZDA to Meta zdaj nekako hoče sebe pozicionirati na ta način, da se Zuckerbergu ne zgodi to, kar se je Durovu, ker še enkrat bom spomnil, Trump je nedolgo nazaj grozil, da bo Zuckerberga vrgel v zapor. Po tej mineštri, se pravi Mete, Mastodona, TikToka in Telegrama, čist mimo grede, že nekaj časa ima ta podcast, tehnična podpora, zdaj že kakšnih 10-15 epizod poglavja. Če uporabljate neko podcast aplikacijo, ki poglavja podpira, jih boste videli. Zaenkrat jih mogoče ni še v Spotify, ker imajo svoj sistem, ampak načeloma, če uporabljate Apple Podcasts ali pa Pocket Casts, Overcast, kakšnega od teh aplikacij, poglavja delujejo tudi na spletni strani Vala 202, kjer ga bom kar omenil, Davor razvil player, ki podpira poglavja, tako da lahko potem preskakujete po poglavjih. To je bil tak mal administrativni počitek pred naslednjo temo, kjer sem jaz hotel izpast cool in sem počakal na CES zadnjič, ko sem o Intelu govoril in sem si mislil, Nvidia bo na CES-u nedvomno predstavila
svoje ARM procesorje in bom potem zdaj lahko o Nvidii govoril in bom rekel, pogledajte še, Nvidia je šla v to tekmo in naredila ARM procesorje za prenosnike in namizne računalnike. Potem se je pa to samo na pol zgodilo, tako da je to malo krajša tema, ampak se mi zdi še vedno kar pomembna. Zdaj, Nvidia je na CES-u, CES je najbrž največji sejem elektronike na svetu, vedno se je zgodil po novem letu v Las Vegasu. Tam mnoga podjetja predstavljajo novosti, Nvidia je predstavila nove grafične kartice, v obrazu sem dobil tudi vprašanja, katera je zdaj dobra, o tem res še ne morem govoriti, ker se premalo ve. Ampak tisto, kar je bolj pomembno za tisto debato, recimo, če nadaljujemo z Intlom in x86 in pa pohodom ARM procesorjev, to so ti varčni procesori, ki so zdaj v novejših prenosnikih od Microsofta in pa še kakšnega proizvajalca. To sem tudi zelo medlo povedal v tisti epizodi, pa se potem opravičil, Nvidia seveda ne delajo tudi ARM procesorje, ampak to, kar oni delajo, je neka druga arhitektura, ampak tokrat so na CES-u predstavili eno tako škatlico črno, ki stane $3000. Boste slišali, zakaj? $3000 in je namenjena v bistvu, da žene te large language modele, se pravi umetno inteligenco v narekovajih, da imaš lahko nek računalnik, ki bo dejansko se ukvarjal samo s temi modeli in ga imaš lahko doma, oziroma zelo verjetno bolj na podjetju. Tisto, kar pa je zanimivo, da poleg teh jeder, ki so njihova ta Blackwell arhitektura, to je dokaj nepomembno, obstaja tudi tam Grace jedro, se pravi del čipa, ki ima pa 20, kar ni malo, sicer varčnih jeder ARM. In Nvidia je te čipe oziroma ta jedra razvila v sodelovanju s podjetjem Mediatek. Najbrž za Mediatek mogoče še niste slišali, to je eno podjetje, ki že zelo dolgo dela procesorje tudi za telefone. Ponovadi so njihovi procesori vedno bili v cenejših napravah, ker niso bili ti najnovejši procesori, ampak so znali delati procesore dokaj poceni, pa še kar kvalitetne. Čeprav moram reči, da v zadnjih letih sploh s to neko njihovo Dimensity 9000, mislim, da se reče čipu, serijo, so pa kar nekako prišli blizu Snapdragonu oziroma Qualcommu. In očitno se je Nvidia odločila za partnerstvo z njimi in je šef Nvidie tudi nekako povedal, da v prihodnosti se marsikaj obeta, mogoče bo Mediatek sam delal čipe za prenosnike in namizne računalnike, tudi mi imamo nekaj načrtov, ampak ni hotel razkriti več, ampak je že kar velik menik to, da je zdaj Nvidia dala neko škatlo, ki ima poleg seveda njihove arhitekture zraven še arhitekturo ARM. Tako da nisem tako cool izpadel, kot če bi oni zdaj napovedali, poglejte, imamo 4 nove čipe za prenosnike in 2 nove čipe za namizne računalnike, ampak so dali ven nekaj, kar ima saj ARM arhitekturo noter in lahko kdorkoli kupi, tako da je očitno še malo za počakati, pa najbrž dobimo tudi prenosnike z Nvidia procesori. To je pa nekaj, kot sem že omenil v tisti epizodi z Intlom, kar velika reč, ker Nvidia je res, da mislim, da odvisno kdaj vprašate, eno od 6 najbolj vrednih podjetij na svetu. To je seveda res zato, ker delajo pač čipe, ki znajo delati z umetno inteligenco. Po takšnih čipih je pa trenutno res neverjetno povpraševanje, ker se vsi ubadajo z AI oziroma UI po slovensko. Zdaj bi si dovolil biti še malo tako preroški oziroma saj kakšno reč napovedati ali pa saj razložiti. Vseeno pa je treba vedeti, da je Nvidia še vedno podjetje, ki nekako dela ne tako varčne procesore. Tako kot sem omenil, tudi ta ARM jedra so naredili z podjetjem v sodelovanju s podjetjem Mediatek, ker Nvidia do zdaj se res ni praktično nič ukvarjala z varčnimi napravami oziroma z varčnimi čipi. To seveda ni res, ampak ne v tej meri, kot se recimo s tem ukvarjata Apple ali pa Qualcomm, ki te čipe dajete v telefone že leta in hkrati tudi Mediatek. Tako da bo zanimivo videti, kako se bo Nvidia znala prilagoditi tem omejitvam, ko bo treba narediti neko grafično kartico oziroma čip, ki bo gnal potem okna za nek prenosnik, in ker je prenosnik, bo moral biti ta čip dosti bolj varčen, če bo hotel konkurirati recimo sploh Intlu, pa potem še Qualcommu, Snapdragonu ali pa Apple z njihovimi M-čipi. In bo zelo zanimivo spremljati, kaj se bo tukaj Nvidia zmislila. Je pa res, da tu zdaj imajo toliko denarja za razvoj, da si težko predstavljam, da bi predstavili nekaj, kar ne bi bilo čisto malo za konkurenco ali pa že kar konkurenčno že v prvi različici. Je pa treba vedeti, da to so res različna znanja. Če imaš podjetje, ki zdaj že leta in leta dela recimo grafične kartice, ki so namenjene več ali manj samo čim večji moči, seveda delajo tudi grafične kartice za prenosnike, ampak vsi, ki ste kadarkoli imeli prenosnik, pa igričarski prenosnik z ločeno grafično kartico, veste, da se pri teh prenosnikih avtonomija meri, nam rekel v minutah, ampak v
nekaj urah pa res, ne, sploh če igraš kakšne igre, in so to druga znanja, kot naredimo nek procesor, ki bo omogočal delovanje prenosnika, ne, tako kot je zdaj pri recimo Snapdragonovih procesorjih oziroma Appleovih procesorjih, kjer prenosnik lahko dela, zelo karikiram, 18 ur. Ne. Tako da ja, zelo zanimivo za spremljati. Jaz sem malo upal, da se bo to že na CES-u zgodilo, ampak očitno bo treba še malo počakati. Zdaj za konec in pa nekaj, kar bo povezalo obe temi, se pravi tisto mineštro družabnih omrežij in pa tole z Nvidio, ne, je treba povedati, da edino od teh velikih tehnoloških podjetij, ki ni doniralo, ali pa njen šef zaenkrat ni doniral inauguraciji predsednika Trumpa, je Nvidia. Mislim, da je to zelo očitno, zato v tem delu podcasta govorim. Ja, oni pa niso nič donirali, tudi njihov šef ni nič doniral. Zdaj, preden dobite res tople občutke ob omembi pač podjetja Nvidia oziroma šefa Jensena Huanga, sem dal seveda v zapiske tudi članek iz New York Timesa, ki razlaga, kako Jensen Huang, pravi šef Nvidie, skuša preko lukenj v zakonih in davčnih akrobacijah nekako privarčevati $8 milijard zase in za svojo družino. Tako da to se mi zdi vseeno vredno omeniti. Zaenkrat pa tako Nvidia kot on nista nič dala Trumpovi inauguraciji. To je to za tokrat. Še enkrat ne omenim obrazec vprašanja Anžeta s klicajem, ki je v zapiskih. Prosim, dajte kakšno vprašanje ali pa odziv, bom zelo hvaležen. Pridite tudi v Discord, tudi ta povezava je v zapiskih. Predvsem pa, če ste do tukaj poslušali, dajte ta podcast komu priporočiti. Res, pri vsemu šumu, ki je na družabnih omrežjih, res verjamem, da je to največ, kar lahko človek naredi. Poglej, moj prijatelj, poševnica prijateljica, Anže dela podcast o tehnologiji. Včasih je celo dober. Dajmo priložnost. To je vse, kar bi prosil. Če boste to naredili, največ naredite za name in za ta podcast. Najlepša hvala, ker poslušate. Do naslednjič. Čau.